Pozdravljeni na spletnih pogovorih o cilih trajnostnega razvoja. Jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN in danes je z mano Vid Tomić. Lepo pozdravljen. Živijo. Z Vidom bova danes govorila o 6. cilju trajnostnega razvoja, mir, pravičnost in močne institucije. Preden začneva, bi pa na kratko povedala, kaj so cilji trajnostnega razvoja za tiste, ki ste mogoče danes prvič z nami. Torej, cilji trajnostnega razvoja so sestavljeni 17 ciljev za razvoj. Njihov namen je, da bi se danes lahko zadovoljevale potrebe na našem planetu in s tem ne bi ogrožala možnost, da bodo to lahko storile tudi prihodnje generacije. K tem ciljem so se zavezale države članice Organizacije združenih narodov, med njimi tudi Slovenija, in naj bi se izpolnili ti cilji do leta 2030, so pa kar ambiciozni in zato tudi preko teh pogovorov poskušamo bolje razumeti, kaj so in kako nam gre pri uresničitvi. Najin pogovor bo trajal približno 45 minut. Če boste imeli pa kakšna vprašanja ali komentarje, lahko kot ponavadi napišete pod to objavo. Jaz bom vmes gledala, če so kakšni komentarji ali vprašanja in bova lahko v živo odgovorila, če boste v živo vprašali. Okej, mislim, da je to vse za začetek. Zdaj pa lahko kar začneva s pogovorom. Z mano je Vid, kot sem rekla, je generalni sekretar pri Transparency International Slovenija. Bom ti pa zdaj kar predala besedo, da se sam malo bolj celovito predstaviš. Sej pač Vid Tomić, na Transparency International Slovenija v bistvu delam že od leta 2016. Predtem sem magistriral iz mednarodnih odnosov in nekako od 2011 približno sem aktiven v različnih nevladnih organizacijah. Približno 2 leti sem pa generalni sekretar Transparency International Slovenija. Mogoče sam malo ozadja za tiste, ki nas mogoče ne poznajo. V bistvu gre za edino nevladno organizacijo v Sloveniji, ki se prav specializira na področju preprečevanja korupcije, zagotavljanja integritete in transparentnosti. In smo tudi polnopravni člani mednarodne mreže Transparency International, ki je v bistvu največja mednarodna mreža nevladnih organizacij s področja preprečevanja korupcije in smo temu člani, različni člane imamo po približno, mislim, da malenkost več kot 100 državah po svetu, ker je tudi neka taka dodana prednost, ker v bistvu črpamo znanje iz celega sveta. To je tako, zelo hitro. Super. Kako si pa se začel zanimati za to področje in kako si pa postal aktiven? Zakaj si se začel zanimati za to tematiko? V bistvu, kot večina stvari, je zelo precej naključje v tej zgodbi. Eno je pač čisto neko študijsko ozadje, se pravi mednarodni odnosi, ki sem jih študiral, kjer se v bistvu srečuješ s področjem preprečevanja korupcije oziroma na splošno področje korupcije kot eno teh, temeljnih indikatorjev neki ravni demokratičnosti družb. Drugače sem pa, kot sem že rekel, predtem sem delal v različnih nevladnih organizacijah, ker v bistvu tudi, ne bom rekel delal, aktiven sem bil, aktiven in delal. Ker v bistvu nekako izhaja iz neke želje po naslavljanju problemov, s katerimi se srečujemo v družbi. V bistvu mreža Transparency International mi je bila sicer znana, sem poznal, ampak nisem poznal toliko v detajle. In potem pač 2016, ko je bil razpis objavljen, sem se pojavil in to je nekako to. Sem pa v bistvu šele s tem, ko sem prišel na delovno mesto, spoznal nekako, dajmo reči, kompleksnost celotnega področja in tudi dela, ki ga ta organizacija opravlja v Sloveniji. Ja, tako kakor si ti omenil, je zagotovo ta tema, še posebej korupcije, zelo znana med ljudmi in tudi v našem političnem prostoru se mi zdi, da konstantno se pojavlja tudi ta beseda, ampak mogoče ne razumemo vsi čisto dobro, kaj vse zajema ta pojem, pa kaj točno to pomeni. A bi mogoče lahko ti razčistil to? Definitivno lahko poskusim razčistiti, ziher ne bom. Že zaradi tega, ker je sam pojem mislim, gre za zelo kompleksno zadevo, z mnogoterimi obrazi in pojavnimi oblikami, ki so v bistvu odvisne od posameznih družb, držav in okolij, kjer se nahajamo.
ampak zdaj, če gre korak nazaj, da ne zafilozofiramo takoj na začetku, v bistvu nekako izhajamo iz neke osnovne razlage, da je korupcija zloraba položaja za pridobitev ali obljubo pridobitve zasebne koristi. Neposredno je ta koncept vedno povezan z konceptom integritete in etike, ampak zdaj, če za trenutek ostanemo samo pri korupciji, ključna, vsaj v slovenskem okolju, sta ključna dva zakona, in sicer zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Pa bom samo na kratko naštel, da ne citiram, ker je itak to dostopno vsakmu. Pač pri korupciji gre v bistvu za vsako kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ravnanje ljudi, ki so pobudniki kršitev, ali ljudi, ki se s kršitve lahko koristijo. Zdaj, kakšen pravnik me bo postavil, ker niti približno nisem vsega povedal, ker pač vsako koruptivno ravnanje mora imeti določene elemente, ki morajo biti izpolnjeni in tako naprej, ampak to mogoče danes ne bi šli, da ne bomo predolgi z tega področja. Ko pa govorimo recimo o kazenskem zakoniku, se pravi o kaznivih dejanjih, pa v bistvu korupcija kot sama ne vsebuje, kazenski zakonik ne vsebuje besede korupcija, vsebuje pa 8 kaznivih dejanj, ki jih v bistvu policija opredeljuje kot korupcijska kazniva dejanja. In sicer bom še te na kratko naštel, in sicer kršitev proste odločitve volivcev, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril, jemanje in dajanje podkupnine, pa sprejemanje koristi ali dajanje daril za nezakonito posredovanje. Zdaj, to je tako, zdaj smo to citirali, ne? In to je v bistvu, recimo, zelo na hitro, to sta ta dva temeljna zakonska okvira, ki nekako določata konceptualno, o čem govorimo, ko govorimo o korupciji. Je pa potrebno povedati, da je stvar širša, ne, in da recimo dostikrat se pogovarjamo o tem, da nekdo ni bil obsojen, ni šel v zapor, kar pomeni, da ni koruptivno ravnal, ne, ker ni čisto res, ker recimo lahko gre za kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pa to še ni kaznivo dejanje in tako naprej in tako naprej. Lahko gremo pa še širše, pa se recimo dotaknemo polja, da tudi če ne gre za kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, imamo neke kontekste oziroma neke situacije, ko lahko, ne vem, politik deluje na način, da je ogrožena integriteta njega kot osebe, ali v bistvu funkcije, ki jo upravlja, da je njegovo dejanje neetično, in to vse v bistvu negativno vpliva tako na podobo politike, podobo te osebe, na zaupanje javnosti v institucije in tako naprej. To je res neko polje, ki je zelo široko in je v bistvu tudi nekako neposredno povezano s tem, kako dojemamo recimo temu, kaj je sprejemljivo v naši družbi, kakšne bi demokratične družbe bile in konec koncev, v kakšni družbi želimo živeti. A mogoče veš, kako je s Slovenci pa sprejemanjem korupcije? A je kakšna statistika o tem, ker me prav zanima, a so nekatere družbe bolj občutljive na taka ravnanja kakor druge? Zdaj, verjetno, ko govoriva o sprejemanju, govoriva o tem, kaj ljudje dojemajo kot sprejemljivo, ne. Ja. Zdaj, točno ti ne bi znal na to odgovoriti, lahko gre pa mogoče malo, recimo, percepcija korupcije, stanja v Sloveniji, pa iz tega probal eno zgodbo speljati. V bistvu v Sloveniji že od leta 2012 na indeksu zaznave korupcije ne beležimo nikakršnega napredka, ne. To je v bistvu indeks zaznave korupcije, neko temeljno orodje, ki je nastalo znotraj mreže Transparency International, v bistvu meri zaznavo korupcije v državi. In tukaj pač od 2012 v bistvu po rezultatih stagniramo, v zadnjih letih smo celo pod povprečjem Evropske unije. Drugače rečeno, zaznava korupcije je visoka, ne. To lahko povezujemo z nekim manjkom sistemskih sprememb na področju, o katerem lahko mogoče malo kasneje govoriva, ampak definitivno imam pa par zanimivih podatkov, ki bi jih mogoče bilo vredno omeniti glede zadnjih rezultatov Eurobarometra, kjer recimo 82%, to govorijo zdaj samo za Slovenijo, ne, 82% anketiranih verjame v obstoj korupcije v javnih institucijah. To je za 14% več, kot je povprečje v Evropski uniji. Wow.
Večina ljudi meni, da so recimo zloraba položaja za zasebno korist in sprejemanje podkupninic široko razširjena praksa v političnih strankah, teh je 63%, med politiki, teh je 59%, in javnimi uslužbenci, ki se ukvarjajo z javnimi naročili, se pravi 56% anketiranih. In iz tega potem tudi pride rezultat, ogromno nezaupanje v delovanje politikov in političnih institucij. Recimo mislim, da iz 2019 je podatek, da 26% ljudi dejansko zaupa v delo državnega zbora, 31% pa v delo vlade, kar je pač katastrofalno, ne. Ja, hvala. Ne, saj nisem mislila, da boš imel točno odgovore, ampak zdi se mi, da mogoče tudi glede na našo zgodovino različne države, mogoče ljudje v tistih okoljih različno dojemajo ali pa so občutljivi na korupcijo. Mislim, definitivno, ne. Zdaj, se pravi, težko bi zdaj z statistiko, ampak že tako, če gledava, ne vem, neko širšo zgodbo, kaj je bilo 30-40 let nazaj normalna praksa. En tak zanimiv podatek je, ne vem, podkupovanje tujih javnih uslužbencev, kjer mislim, zdaj bom iz glave rekel 35 let nazaj, je bila čisto normalna praksa, da so države OECD pač oziroma multinacionalke podkupovale tuje javne uslužbence in je to bilo legalno in legitimno. Po sprejetju mednarodne konvencije in pač recimo temu kar vrsto let kasneje, ne, to definitivno ni več legalno, tudi legitimno ni, seveda ne moramo reči, da se ne dogaja, ne, ampak se pa ta meja, kaj je sprejemljivo znotraj družbe, definitivno zamaknila, ne. In ni samo to področje takšno, ampak je tudi nasplošno, recimo področje korupcije. Lahko dam drug primer, v Sloveniji bi bila res, da tako reči, vsi bi bili šokirani, če bi videli nek primer v medijih, da je nekdo podkupil policaja, ne, ko ga je ustavil zaradi nekega prekrška, ne. Če smo čisto iskreni, ni treba iti prav daleč, da je taka praksa še vedno sprejemljiva, ne. Tako, to so te neke stvari, se pravi, eno je od okolja, drugo pa tudi to, da se s časoma pač enostavno ta percepcija pa meje sprejemljivega se pač premikajo, ne. Ja, zagotovo. Greva mogoče zdaj na tvoje projekte, pa tvoje delo. A nam lahko predstaviš nekaj teh glavnih projektov, na katerih delaš danes? Ja, zdaj v bistvu tisti, ki delajo v nevladnem sektorju, vejo, da je, da temu reči, kreirati neke programe dela zelo, zelo težko, ne, ker je narava našega dela vezana dejansko na projektno delo, več ali manj. Ampak nekako se pri našem delu hočemo osredotočiti na par ključnih področij. Eno od teh je nadzor nad porabo javnih sredstev. Drugo je v bistvu transparentnost in integriteta delovanja javnega sektorja, oziroma v zadnjih letih damo še malo več poudarka na integriteto visokih predstavnikov oblasti, politikov, funkcionarjev in tako naprej. Tretja je recimo transparentnost in integriteta v zasebnem sektorju. Potem področje zaščite prijaviteljev neetičnih in nezakonitih dejanj. Z integriteto v športu smo se ukvarjali v zadnjih letih, ki je tudi zanimivo področje, pa v bistvu skozi celotno delo nekako probamo vključevati pač probamo delovati z mladimi, ne. Nekaj je prav eksplicitno na recimo področje izobraževanja, nekaj je pa samo, da poskušamo vključevati mlade v naše delovne procese, ne vem, recimo prostovoljce, pravnike v delo centra Spregovori in podobno, ne. Zdaj mogoče samo na hitro, če grem pod vsako od teh točk malo povedati, recimo nadzor nad porabo javnih sredstev. V zadnjih letih izvajamo projekt Pakt integritete. To je v bistvu, gre za projekt, pilotni projekt, ki ga financira Evropska komisija, kjer je namen v bistvu poiskati neke inovativne rešitve za izboljšanje izvajanja javnih naročil pa zmanjševanje korupcijskih tveganj v javnih naročilih. In v bistvu se v okviru tega projekta v Sloveniji prvič izvaja Pakt integritete, čeprav je bil, če se ne motim, leta 2014 že ena izmed zavez v resoluciji o preprečevanju, 2004, v resoluciji o preprečevanju korupcije. In v bistvu gre pakt, na kratko gre za nekako vključevanje civilne družbe v postopke javnega naročanja, kjer v bistvu neki predstavniki civilne družbe z strokovnim znanjem v bistvu sodelujejo kot neko
nek guardian angel, ki pač spremlja zadevo, predlaga alternativne rešitve in tako naprej. In v okviru tega, recimo, samo da še povem, se je prenovila, izvedla energetska sanacija v Splošni bolnišnici Trbovlje, ki je bila zaključena. Trenutno poteka podobna energetska sanacija tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto. Potem, če greva na transparentnost in integriteto delovanja javnega sektorja, tukaj smo v preteklosti kar nekaj stvari delali. V zadnjih 2 letih je mogoče najbolj zanimivo, pred kratkim je šla spletna platforma Varuh integritete, kjer v bistvu smo vizualizirali lobistične stike, pa še par drugih zbirk podatkov na način, da pač posameznemu uporabniku precej preprosto priti do podatkov, so vizualizirani, jih lahko filtrira na način, kot ga zanima in tako naprej. Ideja zadaj je, ogromno nekih podatkov zanimivih za javnost obstaja. Probali smo jih zbrati skupaj, prečistiti, vizualizirati, predvsem podatke, ki se nanašajo na področje preprečevanja korupcije. Potem imamo zasebni sektor, tukaj imamo v bistvu program Forum poslovne integritete in transparentnosti, kjer se združujemo z različnimi podjetji, ki imajo neko vizijo in idejo delovati v smeri preprečevanja korupcije, od razvoja nekih mehanizmov, izvajanja delavnic in tako naprej, pa konec koncev samo izmenjave idej med sabo. Potem je pa še zaščita prijaviteljev, kjer v bistvu deluje center Spregovori. O tem lahko mogoče malo bolj na široko kaj spregovoriva. V bistvu mogoče zanimivo, zdaj smo lih v teh dneh zaključujemo nekak administrativni del za nek nov projekt na tem področju, kjer se bomo ukvarjali z prenosom nove, ni več tako zelo nove evropske direktive za zaščito prijaviteljev. Tako da to so ta ključne točke v našem delu. Eno vprašanje imam glede te zadnje, torej zaščite prijaviteljev. Slučajno sem imela priložnost, da sem se seznanila malo z zakonodajo na tem področju v Ameriki, kjer imajo neke zelo velike nagrade za tiste, ki prijavijo različne vrste korupcije. In me zanima, kaj podobnega obstaja pri nas, kakšne so pač posledice, večinoma vemo, ampak tako. Tako, če gremo mogoče čist z vidika ureditve, dejstvo je, da na splošno je zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v trenutku, ko je prišel, ko je bil izpostavljen, sprejet, je bila to res velika novost in en najbolj naprednih zakonov, po mojem, da kar na svetu, ne samo v evropskem kontekstu. Smo pa v bistvu v obdobju, kjer že od leta 2015-16 čakamo na prenovo tega zakona, ki je pač nujno potrebna. In del tega je tudi zaščita prijaviteljev. In ta zakonodaja se bo v bistvu, oziroma zaščita prijaviteljev se bo najverjetneje urejala s pomočjo samostojnega zakona, zaradi tega, ker v bistvu s sprejetjem direktive so imele države članice, imajo zdaj na voljo v bistvu 2 leti, oziroma zdaj že manj kot let pa pol, za prenos vsebine direktive v nacionalno zakonodajo in to bo zdaj ta postopek, ki bo potekal. Zaščita prijaviteljev v Sloveniji mogoče na papirju sicer izgleda super, v praksi je zelo problematična. Zdaj, če mi daš mogoče 2 sekundi, samo da, ker se meni zelo zanimivo, en podatek tukaj malo. V letih med 2014 do 2019, kot primer je KPK uporabila svoje pristojnosti z področja zaščite prijaviteljev 18-krat. Samo 18-krat. To zdaj izhaja iz letnih poročil. Večina teh, pa ne bom zdaj dal številke, ker nisem prepričan, ampak v spominu imam, da gre pri večini v bistvu zgolj za nek določitev psevdonima osebi, ki prijavi. Imamo dejansko velike probleme, tako z vidika neke celostne zaščite prijavitelja, kot z vidika dejansko zavedanja ljudi, kam lahko korupcijo sploh prijavijo.
ker je tudi ta odstotek ljudi, ki ve, kam in kako prijaviti, se z leti manjša. In tudi KPK je imela v preteklih letih kar velike težave z padanjem števila prijav korupcije. Hotel sem skočiti na začetno vprašanje, ki si rekla, v bistvu ta ideja nagrada ali ne. To je, mislim, da je tako ena večjih dilem, ko govorimo o področju zaščite prijaviteljev, in mislim, da tukaj ni neke optimalne rešitve, ampak je v bistvu več filozofije, treba je pa prilagoditi pristop k temu, v bistvu, v katerem okolju se nahajaš in kako zadeva funkcionira. Ker tudi dejanje prijave nekih dejanj ni isto sprijeto v vseh družbah. Se pravi, od neke ideje toži babe, oziroma izdajalca do dejstva, da se ljudje bojijo za svoje preživetje neposredno, ali pa dejstvo, da ne bojo službe dobili in tako naprej. Neka stigma obstaja, ki se sicer po mojem mnenju vsaj v našem prostoru je vedno manjša, ampak ne moramo pa reči, da je ni. In tako naprej. Tako da ni preprostega odgovora. A bi lahko mogoče, preden greva naprej, samo na kratko povedal, kakšen je ta postopek, ker si rekel, da veliko ljudi tudi ne ve, sploh kakšen je postopek, kaj narediti, če bi radi nekaj takega prijavili. Čisto tiste osnovni prvi koraki mogoče. Ja, jaz definitivno ne bi želel, da ta moj odgovor ljudje sprejmejo, kot se temu reče zdravo za gotovo, pač vedno, ko se gre v prijavo nekih zelo občutljivih podatkov, je treba najprej pomisliti na pač varnost samega sebe. Ampak načeloma sta opcija prijave pač na policijo ali tožilstvo ali pa na Komisijo za preprečevanje korupcije. Pa bi jaz mogoče namesto, da jaz dam tukaj odgovor, bi res ljudi, ki bi želeli, pozval, da se pač na spletni strani njihovi ustavijo, kjer je postopek precej jasno razdelan in je bil ravno s tem namenom vzpostavljen. Tako da to je to, kar se tiče prijave, to so v bistvu odgovorni organi za obdelavo tovrstnih informacij. Je pa treba poudariti, da znotraj Centra Spregovori v bistvu sprejemamo tudi mi prijave nekih dejanj, predvsem pomagamo ljudem, ki niti ne vejo, na koga se obrniti in tako naprej. Seveda, hipotetično, če govorimo o nekih kaznivih dejanjih, se te stvari naznani potem pristojnim organizacijam, mi tukaj pač nimamo več pristojnosti v tem momentu, ampak govorijo o nekih drugačnih načinih. Zdaj si že super šel v naslednje vprašanje, ker sem te ravno hotela vprašati o tem projektu Spregovori, če nam lahko mogoče malo bolj natančno poveš, kaj je. Seveda. V bistvu Spregovor to je slovenska različica centra, ki deluje po številnih državah, kjer so ga vpeljali v bistvu članice Transparency International. Ideja zadaj za ustanovitev izhaja iz dejstva, da državljani ne samo v Sloveniji, ampak tudi kje drugje po svetu ne zaupajo v delovanje javnih institucij. Iz različnih razlogov. Razlogi so drugačni od države do države. In v bistvu je ideja bila zadaj, da se razvije iniciative, ki vključuje akterje civilne družbe v procesu odkrivanja nepravilnosti, ki v bistvu ogrožajo javni interes. Zdaj specifično v Sloveniji Center Spregovori že 6 let deluje in nudi brezplačno in hkrati zaupno pomoč vsem, ki želijo v javnem interesu razkriti nepravilnosti, zlorabe, malomarnost, tveganje itd., se pravi dejanja, ki ogrožajo javni interes. Tako kot pri vsakem recimo obliki neke vrste pravne pomoči ali pa sprejemajo nekih prijav, je treba poudariti, da tukaj je ogromno nekih stvari, ki nimajo nikakršne veze z korupcijo. In pač te osebe potem treba napotiti na pristojne institucije. Tako tudi to je naše delo, da v bistvu probamo usmeriti na prav organ ali pa, ne vem, odvetnika ali kakorkoli odvisno. In v bistvu se s tem relativno preprostim mehanizmom
se po eni strani državljanom pomaga v boju proti korupciji na tako čisto osnovnem nivoju, hkrati pa nam omogoča prepoznavo najbolj kritičnih področij, kjer se pojavljajo korupcijska tveganja, ne. In s tem prepoznavamo tudi, kje so reforme potrebne in na kakšen način, oziroma identificiramo neka področja, kjer so potrebne dodatne raziskave, analize, na podlagi katerih lahko ponudimo neka priporočila v bistvu javnim institucijam, ne. Super, in omenil si, da imate prostovoljce, mlade, kakor se spomnim? Tako. No, zdaj pa mogoče, da še malo več o vlogi mladih pa povezavi s to temo. Zakaj je ta tema seveda tudi zelo pomembna za mlade, po tvojem mnenju, in kje vidiš njihovo vlogo? Ja, mi smo se tako, mogoče začel malo z našega vidika. V bistvu se ukvarjamo z mladimi iz različnih perspektiv. Eno je ideja predstaviti področje korupcije pa negativnih učinkov skozi čisto formalno izobrazbo. Skozi en projekt smo recimo tudi zasnovali dejanski učni načrt, ki je potem uvrščen tudi v katalog ministrstva za izbirne vsebine v srednjih šolah. In v bistvu dejansko vsaka srednja šola uvrsti ta kurikulum v obvezne izbirne vsebine, zraven je pripomoček za profesorje, se pravi paket, ki ga dobiš in ga lahko uporabiš, ne. Poleg tega smo izvedli filmske natečaje na temo, ne vem, kako si mladi predstavljajo korupcijo oziroma učinke, rešitve itd. itd. Namizno igro smo razvili, oziroma neka ideja dodatne namizne igre je v predalu, pa še ni uresničena, pa upam, da enkrat bo. Tako, raziskovalne naloge itd. itd. V bistvu ideja je pa ne samo delati produkte za mlade, ampak jih skozi vse te stvari, ki sem jih zdaj naštel, smo jih dejansko neposredno vključevali, ne. Učni načrt je bil narejen na način, da so ga testirali mladi, so dali feedback, smo z njimi vsebine dograjevali itd. Namizna igra je bila narejena na način, da v bistvu tesna skupina so bili poleg nas v pisarni, ne, izključno mladi iz različnih srednjih šol, ki so šli večkrat čez celo zadevo, povedali, kaj je narobe, ali mi smo merili, dejansko razumejo problematiko bolj slabše itd. itd. To je zdaj naše delo. Zdaj pa, če gre, zakaj mladi, pa zakaj preprečevanje korupcije, ne. Zdaj, začel bom z najbolj patetičnim odgovorom, ampak mi je vseeno všeč, ker pač so ali pa smo, odvisno v katero definicijo gremo, prihodnost, ne. Treba se zavedati, da ti ljudje bomo zasedali pač pomembne funkcije v državi, ne, slej ko prej, to je dejstvo. In mislim, normalno je, da si želimo v naši organizaciji, da pač posamezniki, ki držijo, ki imajo največjo moč v državi, se zavedajo negativnih učinkov in posledic koruptivnih dejanj, ne, ki so na celotno družbo vedno večji, kot je recimo neka pozitiven učinek na posameznika na kratkoročno, ne, če govorijo o nekem koruptivnem dejanju. To je ena stvar, ne. Drugo je pa tudi to, da to, kar smo se v bistvu že prej pogovarjali, da v bistvu preprečevanje korupcije je neposredno povezano z nekimi temeljnimi predstavami o tem, kaj je sprejemljivo v družbi, v kateri živimo, in pač neprestano so tule vprašanja, kaj je etično, kaj ni, kako dojemamo svet. In tovrstno dojemanje se spreminja skozi generacije in v bistvu preprečevanje korupcije se ne zgodi čez noč in se nikoli ne bo. Eno je dejstvo v tem, da pač kakršnekoli sistemske spremembe trajajo, drugo pa dejstvo, da so koruptivna dejanja vedno povezana z nekimi čisto temeljnimi motivi in, tako kot sem prej rekel, pač pravili igre v družbi, in dokler teh ne ponotranimo, ne, se pravi, dokler se vsi ne bomo strinjali, da pač ni okej, ne, do takrat bo to večji problem, kot bi lahko bil, ne. Vedno bodo posamezniki, ki pač pravila igre kršijo, ampak zato imaš pač pristojne institucije in mehanizme, ne.
In v bistvu na kratko rečeno je od tega odvisen, v kakšni družbi bomo živeli čez 10, 20, 30 let. Ne? Tako da to je bil moj patetičen odgovor na to, ampak okej. Ja, se strinjam. To je, mislim, včasih je težko videti res ta daljnosežen učinek, ampak dejstvo je, da zagotovo še posebej nezaupanje v institucije, če je to posledica, potem težko dosežemo nek pozitivni razvoj države. Če lahko mogoče samo en zanimiv primer sem se spomnil, ker Greg kar z roko v roki s tematiko. V bistvu kolegi iz Litve že vrsto let izvajajo nek tak mini eksperiment, ne. In oni hodijo v posamezne osnovne šole, kjer izvajajo to, oni imenujejo kar nek corruption pledge, ne. V bistvu zadeva izgleda tako, da je taka neka majhna nalepka, ki jo dobi dijak. Na nalepki piše jaz, pol je pa črta, kamor piše svoje ime oziroma se podpiše, ne bom goljufal, ne. In tule je v bistvu ta mehanizem, ko goljufija se povezuje s korupcijo, ker pač ne prestopamo pravila igre. To je ampak res na čisto osnovnem nivoju, ne. In so merili, kakšen učinek ima ta podpis dijaka na teh testih. In v roku enega leta so prišli do tega, da dijaki, ki so imeli mnenje pred tem, da pač goljufanje na testih kul, da je to frajersko, ne, do tega, da po enem letu so dejansko začeli zavračati to, ker so se sami obvezali, da pač tega ne bodo počeli. Pa to ni to zdaj en vprašalnik pa drug vprašalnik, ampak je metodologija malo bolj dodelana in dejansko so zanimive stvari v tem, kako se percepcija mladih hitreje spreminja kot nekoga, ki že pač je celo življenje v nekem kalupu, ne, kar je pač je normalno, ne da bi zdaj koga hotel diskreditirati kakorkoli. In zaradi tega se mi zdi to delo z mladimi še dobro pomembno. Ja, to je res dober point tukaj, ja, da to bi, mislim, da je tudi v naših šolah prišlo prav. No, super. Zdaj sem mislila pa še malo izpostaviti, ker ponavadi vedno vsaj enkrat omenim to poročilo o ciljih trajnostnega razvoja, ki ga Slovenija letos ponovno predstavlja, tudi govori o tej temi in izpostavlja delovanje sodstva in nekako zaupanje v to institucijo kot en predpogoj za zaupanje v državne institucije. Me zanima, kako se ti odzoveš na to in kaj misliš, da vpliva najbolj na nezaupanje državljanov v institucije v Sloveniji? Moj prvi odgovor bi bil, da je stvar precej bolj kompleksna, ne. Mogoče bi malo bi se kritično opredelil do tega poročila, tako da bodo tudi ostali vedeli, ki jih ta področje zanima. V bistvu to poročilo je bilo narejeno skozi nek zelo širok in zelo pohvalen proces, kjer so bile različne nevladne organizacije, mislim, ogromno nevladnih organizacij povabljene v sooblikovanje tega poročila. In ogromno se nas je na to vabilo tudi odzvalo. Pol v neki točki je pa pač, ko je prišlo končno poročilo ven, smo ugotovili, da kar nekaj temu reči zelo objektivnih kazalnikov, na katere smo nekateri izpostavili, ali pa priporočil, ki bili zelo relevantni, pač iz tega priporočila padlo ven. Zdaj jaz ne bi želel špekulirati, zakaj, ampak pač to je dejstvo, ne. Tako da jaz kot nevladnik po srcu in po pač službi, ne, bom mogel tukaj reči, da se ne strinjam popolnoma z zaključki tega poročila. Ne bom pa rekel, da delovanje sodstva in percepcija ljudi o delovanju sodstva nima nikakršnega vpliva, ker ima ogromno vpliv. Pač sodstvo je eden izmed velikih problemov v naši državi. Imamo pa še kakšnega drugega, ki tudi zelo negativno vpliva na zaupanje javnosti v javne institucije. Prej sva že govorila o tem, recimo percepcijo korupcije oziroma kako ljudje mislijo, kako razširjena je korupcija v javnih institucijah, koliko zaupajo dejansko politikom in političnim institucijam, ne. In če dava recimo to nizko zaupanje v delovanje političnih institucij, če dodava zraven še dejstvo, da imamo kar nekaj afer korupcijskih, ne,
ali pa deva reči afer, ki se dotikajo integritete in etike posameznikov, ki zasedajo najvišje položaje v državi. In dostikrat tudi zelo slabe poskuse relativizacije takih situacij, ko pač nekdo ni vedel ali pa ni bil informiran ali pa se s tem ni nič narobe in podobno. To pošilja res napačen signal ljudem. Se pravi, če ljudje z najvišjo zaupano formalno močjo v državi se ne držijo pravil igre, ki naj bi veljala za vse, si lahko predstavljamo, kaj si bo nekdo drug mislil o tem, in kako bomo mi to dojemali. Potem, zdaj, to je ena stvar. Druga stvar je, da obstaja tudi dejstvo, da je zelo malo odmevnih primerov z področja korupcije, tudi se konča z obsodbo. Se pravi, pač sistem nekje ne funkcionira, to je dejstvo in to definitivno vpliva. Zdaj pa mogoče bi se sam, ker pač moram, bi se sam malo dotaknil področja preprečevanja korupcije, ker vseeno vemo, da je zaznava korupcije visoka, hkrati pa, če pogledamo, kaj se dela na tem področju v zadnjih letih, v bistvu od 2012 ne beležimo bistvenega napredka, bistvenih ukrepov na področju boja proti korupciji. Prej smo omenili indeks zaznave korupcije in v bistvu nekako smo v nekem prostem teku brez kakršnihkoli sistemskih ukrepov. Čakamo na ZNTPK prenovo, na resolucijo, to smo se že pogovarjali. Hkrati je tudi v bistvu uresničevanje že predvidenih podlag, regulacijskih oteženo, recimo kadrovska in finančna podhranjenost KPK. To je samo en primer, ki ga zdaj zelo na hitro lahko omenim. O neučinkoviti zaščiti prijaviteljev so se pogovarjala. Vsem dakle je treba izpostaviti, da v bistvu prijavitelji korupcije in njihova zaščita so en temeljnih mehanizmov za pravočasno odkrivanje in pa sankcioniranje koruptivnih dejanj. Ozaveščanje na tematiko korupcije je problematično, dajmo tako reči. To se kaže tako skozi neke negativne vzorce, recimo politikov ali pa največjih odločevalcev, zdaj lahko govorijo o političnem kadrovanju, netransparentni rabi javnih sredstev in tako naprej, kot tudi pri meritvah ozaveščenosti državljank in državljanov. Že to, da ljudje ne vejo, kje prijaviti oziroma kam prijaviti, to je kar zaskrbljujoče. In potem recimo še dve ključni točki. Ena je v bistvu pomanjkanje tako imenovanih watchdog organizacij na tem področju. Zdaj, na začetku sem omenil, da smo praktično edina nevladna organizacija, ki se prav specializira na tem področju. Številne nevladne organizacije delujejo v tem kontekstu, ampak imajo širšo polje. Mi smo edini, ki se neposredno izključno s tem ukvarjamo. In je razlog za tem. Dejansko financiranje nevladnih organizacij na tem področju pač v Sloveniji ne obstaja. Čeprav obstaja zakonska podlaga, recimo, da bi KPK to počela. Hkrati pa Slovenija velja za, temu reči, tako imenovano razvito državo, ni mi všeč termin, ampak razumemo, zakaj se gre. Kar pomeni, da tudi razne organizacije, mednarodni fondi in tako naprej, pač dejansko ne financirajo projektov v Sloveniji. Kar pomeni, da dejansko nekomu, ki bi želel delati specializirano na tem, mu je vnaprej onemogočeno. Tretja stvar je pa v bistvu, ki je problematična, pa sistematično kršenje resolucije o normativni dejavnosti. S tem se v bistvu omejuje participacijo strokovne javnosti pri sprejemanju odločitev javnega pomena in s tem tudi povečujemo tveganje za potencialno ugrabitev države s strani nekih močnih interesnih skupin, kar je pač najslabša stvar, ki se ti lahko zgodi v neki demokratični družbi, če greva res zelo preprosto razložiti zadevo. In če gremo korak dlje, se pravi, če hočemo živeti v neki zdravi demokratični družbi, pač potrebujemo aktivne državljane in državljanke in pač vključevanje civilne družbe v odločevalske procese in ne odrivanje civilne družbe, pa ne glede na to, kakšen razlog je za to. Pač takoj, ko mi nekdo pride z argumentom, da
bomo našli način, oziroma ne z argumentom, ampak ko se išče način, kako se civilno družbo odrivati iz nekih vzpostavljenih demokratičnih procesov, pač jaz vidim rdečo zastavo. In tisti, ki jo ne, bodisi ne razume stvari ali jih pa načrtno noče razumeti. To je red flag. In zdaj, če mogoče zelo na kratko, če ti odgovorim na vprašanje, ker sem se spet šel v široko, se pravi, kaj vse vpliva, poleg nedelujočega sodstva oziroma počasnega itd. Bom mogoče malo provokativen, ampak dajva začeti s tem, da pač vsak anemičen odziv nekega politika in poskus relativizacije dejstva, da je pač korupcija nedopuščeno dejanje, ob vsaki aferi, netransparentni drabi javnih sredstev, o kadrovanju, ki jo potem smo imeli primere, ko zelo visoki predstavniki rečejo, vse drugi tudi to počnejo, samo mene so ujeli, to je groza. Vsaki taki aferi in pač poskusu v bistvu demonizacije civilne družbe, odrivanja civilne družbe na margino, stran od odločevalskih procesov, s tem spodbijamo zaupanje javnosti. In pač sodstvo je del tega, je pa stvar precej širša. In dokler se tega ne bomo zavedali, dokler tega ne bomo naslavljali, se bomo vrteli v teh krogih. Ja, super, da si to izpostavil. Ravno to je ena taka, se mi zdi, ključna stvar, ki vsi večinoma vemo, če vsaj malo spremljamo v Sloveniji, pač stalno so neke afere in potem neki odzivi, ki mogoče niso najbolj primerni za nekoga, ki ima to visoko funkcijo v državi. In me zanima ravno ta siva cona, ki se vedno hoče vzpostaviti, ko je nekaj netransparentno, kako misliš, da bi bilo primerno, da reagirajo ljudje v visokih funkcijah, ko se zgodi nekaj, kar je potencialno netransparentno ali pa pač je dokazano netransparentno, kako se pač odzove, brez da se proba nekaj prekrivati in upravičevati? Ja, zdaj pač jaz ne morem biti v vlogi, oziroma nočem se postavljati v vlogo, ker bom nekomu, ki je bil izbran strani ljudstva, govoril, kako mora ravnati. To je v bistvu konec koncev, imamo volivci tisto zadnjo palco v rokah in lahko takšno odklonska ravnanja dejansko direktno sankcioniramo. Samo se moramo zavedati tega, to je prva predpostavka. Zdaj, če gremo mogoče malo z druge smeri, pač nekako izhajam iz predpostavke oziroma predpostavke z nekega razmišljanja, da pač večja kot je moč, s katero posameznik razpolaga, večja je tudi odgovornost. In to pač v normalni demokratični družbi je tako. In javni funkcionar se pač mora se zavedati zakonodajnega okvirja, v katerem deluje, in pač posledic svojih odločitev. In hkrati se mora proaktivno izogibati situacijam, ki, ne vem, zdaj si bom zmislil, lahko vplivajo na morebitni pojav konflikta interesov ali pa videzno konflikta interesov, zmanjšujejo integriteto posameznika, funkcije, ki jo opravlja itd., ali pa konec koncev silijo neko delovanje, ki je nasprotju z javnim interesom. Če pač tega človek ni sposoben, te funkcije ne sme opravljati. In zdaj, tukaj je več mehanizmov. Eno je ta samorefleksija, drugo je, da tudi znotraj postopkov imamo neke mehanizme, ta zadnja pa tako, ko so se pogovarjali, pa to, da pač volilci gremo na volitve in pač taki ljudje ne bi smeli biti v parlamentu, konc. Ja, s tem duhom hočem na koncu izpostaviti, pač, da je koliko pomembno je aktivno državljanstvo dejansko in da že imamo tak sistem, če funkcionira v neki optimalni obliki, bi to res mogel biti odziv, ki bi bil najbolj primeren. Ja. No, zdaj smo že skoraj konec, ampak hvala dan za pogovor, meni je bilo zelo zanimivo. Zdaj, za konec bi te vprašala še za tiste mlade, ki so mogoče danes to poslušali in jih zanima to področje, radi bi postali aktivni, kakšni so tvoji nasveti, da začnejo delovati na tem področju? Ja, mislim, zdaj načinov je več. Noben ni pretirano lahek, oziroma najlažje pa najmanj dela je s tem, mogoče ne sicer za mlade, ker predvideva neko finančno stabilnost, ampak je to, da se pač enostavno podprejo organizacije, ki delujejo na teh področjih.
bodi si z donacijo, direktno donacijo dohodnine, ki v bistvu posameznika nič ne stane, ne. In tako naprej, ali pa konec koncev prek oblike prostovoljstva in tako dalje, ne. Ampak zdaj, če gre prav na mlade, pa mislim, ni dolgo nazaj, ko sem tudi sam vstopil neposredno na trg dela in tako naprej, in pač vemo, da ni rožnata situacija in tudi vemo, da ne glede na to, s kakšnimi predlogi mladi skozi organizirane postopke prihajajo, se jih zelo rado nekako spregleda, ne. Ampak vseeno se mi zdi ključna pač ta aktivna participacija, ne, se pravi, iskati načine, kako lahko nekako svoj glas popelješ naprej oziroma da se te sliši, kjer lahko vplivaš na odločevalske procese. Od tega minimuma, o katerem sva govorila, se pravi biti nek informiran volivec, pa se dejansko udeleževati volitev, pa do tega, do maksimuma, da pač se odločiš, da te pa tudi kariera v takih vodah zanima in pač delaš v tej smeri. V bistvu to, no, mogoče zdaj, ker sem se pripravil na to, sem si izpisal eno tako zanimivo, o kateri se mi večkrat pogovarjamo v pisarni. In sicer nek eksperiment, ne, tak družben, ko bi začeli volivci dejansko aktivno sankcionirati stranke pa posameznike, ki jih delovanje na področju preprečevanja korupcije ne zanima, ne. Tisti, ki ga to zanima, naj gre pogledat za zadnjih par volitev programe strank, pa koliko jih je dalo področje preprečevanja korupcije med neke prioritetne naloge, pa potem naj še pogleda, koliko jih je teh njih velik, če sploh, koliko teh je dejansko to izvajalo v praksi. Pa pač ne premisel, ne, kaj in kako. Ampak tako, to se mi zdi to, ne, dokler, konec koncev, dokler tudi mi kot posamezniki toleriramo tako dejanje oziroma ga na koncu znamo sami relativizirati na nek način, ker pač je nekdo iz politične opcije, ki nam ustreza, ne glede na to, iz katere politične opcije je. In bomo pač padali na politične spine, ne, do takrat bo to precej lažje, no, kakor je zdaj, ne. Mogoče zadnja točka, ki se mi zdi pa tudi ključna, pa to ni glih nasvet, kako naj bojo aktivni, ampak se mi zdi pa dejansko ključna je pač ta neka osnovna kritična drža pa premislek, ne, o dogajanju okoli nas, ne. Se pravi, tem, kar so se pogovarjali, pač, da človek ne nasede na prvo žogo, in da znamo oceniti, kdaj smo sredi političnega spina, no, saj mislim, da je to kar dobro, ne. Tako da to, zdaj pa, če koga prav zanima, zdaj, ne vem, imamo posameznika, ki bi rekel, evo, jaz bi pa zdaj, slišal sem, da je Transparency International Slovenija edina nevladna organizacija, jaz bi svojo naredil. Cool, the best. Mreža Transparency International je tudi nek tako imenovan toolkit izdala, zdaj pri sebi ga nimam, ampak mogoče lahko en link nekje pol nalimava. Kjer je v bistvu, sicer je zadeva malenkost, ne bom rekel, da je zastarela, ampak so se stvari že malo spremenile, ampak ideja je v bistvu predstaviti mladim v 15 točkah, kaj vse lahko naredijo. Od mini analiz do, ne vem, če kdo bolj mahne na programiranje in tako naprej, ne vem, filmske festivale, glasbene festivale, pač ogromno nekih zadev, ki človek niti ne pomisli, ampak so povsod, mislim, drugje po svetu delovali kot zelo dober push proti sprememb, mislim, v smeri sprememb. In to je zdaj tako najbolj hands-on zadeva, ki bi jo lahko povedal. Drugače pa pač mladi morajo biti dosti radovedni, pa dosti, ne bom rekel motivirani, ampak dosti tečni, da pač najdejo nek način, kako bojo vplivali na stvari, ker pač deva biti iskrena, sistem ni naravnan k temu, da te bo sam od sebe poslušal. Ja. Mogoče ga lahko enkrat v prihodnosti spremenimo malo na boljše. Ampak hvala, ker si izpostavil teh 15 točk, bova zagotovo to potem po koncu tega pogovora ali bom jaz v opis dala ali pa nekam, da lahko ljudje to najdejo. Tako da razen, če imaš še kakšne zadnje besede, bi se ti zahvalila.
Ne, mislim, da sem kar dosti govoril. Hvala tudi tebi. Ja, hvala, ker si vzel čas. Ta tema res se mi zdi zelo relevantna, saj so sicer vsi cilji trajnostnega razvoja, ampak še posebej v naši mladi državi se mi zdi, da je zelo ključno, da veliko govorimo o tem, pa da nekako probamo iskati rešitve. Tako da hvala še enkrat in lep večer. Hvala.